Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na Novi univerzi. Moje ime je Matej Avbelj in danes tukaj nastopam kot vodja projekta Integralna teorija prihodnosti Evropske unije in predstojnik Jean Monnet katedre na Novi univerzi. Zbrali smo se iz enega samega kar naprej temeljnega razloga in sicer, da obeležimo 9. maj. 9. maj, marsikdo še danes med mojimi študenti ne ve točno, kaj pravzaprav v simbolnem smislu znotraj civilizirane zahodne Evrope obeležuje. Zato velja izpostaviti seveda, da je 9. maj dan Evrope. To je dan, ko je bila v salonu del Horloge, torej v salonu ur, 9. maja 1950 prebrana Schumanova deklaracija. In tista Schumanova deklaracija izpred, torej zdaj že več kot 7 desetletij, je danes praktično še bolj aktualna, kot je bila tedaj. In zato mi dovolite, preden predstavim organizacijo današnjega zborovanja ob dnevu Evrope, da samo spomnim na nekaj citatov iz te deklaracije. Takole sta pisala Jean Monnet in Schumann. Iztrgal bom malce iz celokupnega teksta. Svetovni mir se ne more zagotoviti brez ustvarjalnih prizadevanj, sorazmernih z nevarnostmi, ki ga ogrožajo. Prispevek, ki ga lahko organizirana in živeča Evropa doprinese civilizaciji, je nujen za vzdrževanje miroljubnih odnosov. Združena Evropa se ni dosegla in imeli smo vojno. Tudi danes imamo vojno, ker se Združena Evropa onkraj Evropske unije ni dosegla. Evropa ne bo nastala naenkrat ali v skladu z enotnim načrtom. Gradila se bo s pomočjo konkretnih dosežkov, ki bodo najprej oblikovali dejansko solidarnost. Združevanje narodov Evrope zahteva najprej odpravo starega nasprotja Francije in Nemčije, kakršenkoli sprejet ukrep mora najprej zadevati ti dve državi. Združevanjem osnovne proizvodnje in z ustanovitvijo nove visoke oblasti, to je današnja Evropska komisija, katere odločitve bodo povezale Francijo, Nemčijo in druge države članice, bo ta predlog pripeljal do uresničitve prvega dejanskega temelja Evropske federacije, ki je nujen za ohranjanje miru. Torej, že če preberemo to Schumannovo deklaracijo, vidimo, da v sam proces evropske integracije sta vsajena dva različna načina doseganja te integracije. Na eni strani je od nekdaj v ozadju tlela ideja Evropske federacije. To je ne samo neke mednarodne organizacije, ne samo neke sui generis stvorbe, ampak Evropske federacije, ki bi ne nujno na državni način, lahko rečemo v obliki nedržavne federacije, dosegla to, da na evropskem kontinentu vlada trajni mir. Torej, velika ideja, ki pa tega so se ustanovni učitelji zelo dobro zavedali, lahko dosegala zgolj s konkretnimi, pragmatičnimi, dolgočasnimi, birokratskimi, depolitiziranimi, nepolitiziranimi ukrepi. In ko daš to dvoje skupaj, torej veliko idejo, plemenito idejo evropskega povezovanja, Evropske federacije, do katere naj bi prišli na mukotrpen bargaining način z iskanjem kompromisov v konkretnih zadevah za zaprtimi vrati, lahko vidimo, da to v samo idejo evropske integracije vsedi nek konflikt. Vsedi nek konflikt, ker Evropska federacija kot plemenita ideja lahko pritegne za sabo navdušenja državljank in državljanov, na drugi strani pa posamični, za zaprtimi vrati, frustrirajoči koraki, birokracija, kot imajo navado reči, te iste evropske državljane odbija od Evropske unije, napravlja Evropsko unijo manj atraktivno, manj poznano, manj zanimivo in posledično tudi manj legitimno.
S tem izzivom smo se na Novi univerzi ukvarjali pri prej omenjenem projektu Integralna teorija prihodnosti Evropske unije. Vse od leta 2019 naprej, nisem bil samo jaz, bila je moja cela raziskovalna skupina. Projekt je bil razdeljen na dva dela, na teoretični in praktični del. Teoretični del naj bi osvetlil tiste temeljne teorije evropskega povezovanja in potem v praktičnem delu pokazal, kako te teorije lahko apliciramo v praksi, zato da bi Evropska unija bila bolj viabilna, bolj vzdržna, bolj demokratična, bolj sposobna odgovarjati na izzive sodobnega sveta. In en majhen del tega, kar smo v raziskovalnem projektu odkrili, raziskali, smo tudi zlili v ti dve knjigi, ki jih danes lansiramo v slovensko javnost. Prva, The Future of European Constitutionalism, je izšla pri založbi Hard Publishing v Združenem kraljestvu in je teoretične narave. Druga, Kakšno Evropsko unijo hočemo, pa je šla v okviru založbe Nove univerze in pri njej niso sodelovali samo člani raziskovalne skupine Nove univerze, temveč tudi zunanji sodelavci, ki bodo danes nekaj o svojem prispevku tudi povedali. Sporočilo tega 9. maja, če to citiram, potem se poslovim, sporočilo tega 9. maja ni tisto, kar slišimo iz Moskve. Naše sporočilo se glasi: preteklost ne bo premagala prihodnosti. Naša prihodnost je Evropska unija. To bi lahko rekel tudi katerikoli zrel politik v Republiki Sloveniji, pa tega ne reče, ker se zdi, da v imenu preteklosti še vedno premagujemo prihodnost. Je pa to danes rekel nemški kancler v svojem nagovoru v Evropskem parlamentu in to je tudi ena normativna misel, s katero želim poskremiti današnji dogodek. Današnji dogodek bo potekal tako, da nas bo uvodoma nagovoril naš alumnus, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, bivši zunanji minister, ki je vodil predsedovanje Republike Slovenije Evropski uniji in po mnenju slovenskega medijskega prostora trenutno najbolj vroč politik, kar ga ta država premore. Tudi zato smo ga povabili, da vidimo, kaj nam lahko on pove o njegovi viziji evropske prihodnosti. Poleg njega bi morala nastopiti še spoštovana kolegica, profesorica Verita Trstenjak, ki pa se je zaradi drugih obveznosti na Dunaju opravičila. Torej, potem, ko bo kolega Anže Logar v svojem kratkem nagovoru dal nekaj iztočnic za to razpravo, pa se začne javna razprava na način tako, da bom povabil cenjene avtorje teh knjig, da bo vsak od njih bodi si povedal nekaj o svojem poglavju, bodi si predstavil kakšno misel, ki se mu poraja v današnjem kontekstu iz slovenske perspektive v kontekstu evropskega povezovanja. V to razpravo se boste lahko vključevali tudi vi, dragi gostje in gosti. Nato pa bomo nekako ob 17:30 uri zaključili in se preselili na, mislim, da dve nadstropji niže, kjer bomo nazdravili nam samim knjigam in dnevu Evrope. Tako da, Anže, prosim, beseda je tvoja. Hvala, profesor dr. Avbelj, za povabilo, da lahko pregovorim pred vami o temi, ki je meni zelo pri srcu, z podčrtanjem tega, da je Evropska unija nekaj najlepšega, kar se nam je zgodilo po osamosvojitvi, pa se tega praktično ne zavedamo. Zato, ker je Evropska unija neka tvorba, neka sui generis skupnost, ki dejansko ne zbuja dodatnih čustev, prinaša pa zelo veliko prednosti v našem vsakdanjem življenju. Danes, sicer z nekaterimi mejami, ampak teoretično lahko potujemo
od hrvaške meje do Nordkapa, plačujemo z eno valuto, ne menjamo, nimamo valutnega tveganja, lahko se odločamo, lahko ceneje telefoniramo, hkrati pa vsakič, ko je kaj narobe, zato krivimo Evropsko unijo. Zakaj? Zato, ker je Evropska unija skupnost, ki se je na nek način zaradi svojega delovanja začela ukvarjati sama s seboj, pozabila je pa tudi na svojo zunanjo podobo, v nekem daljšem času pa je izgubila tudi tisto svojo vizijo, tisti svoj leitmotiv, ki je vodil ostale države članice, da so se odpovedovale nečesa zato, da so v prihodnosti nekaj več dosegli. Moje izkušnje z Evropsko unijo so na nek način v 3 epizodah. V letu 2003, ko je po kopenhagenskem vrhu decembra 2002 bilo jasno, da se bo Evropska unija širila 10 novimi državami članicami, je takrat poslanska skupina Evropske ljudske stranke se odločila, da zaposli po enega od vsake nove države članice in sem imel priložnost, da sem potem kot prvi Slovenec odšel v Evropski parlament. To je bila moja prva izkušnja z nekim mastodontom evropske birokracije in lahko rečem, da je bila izkušnja predvsem v tej smeri, da je evropska birokracija nekaj, kar se zelo počasi premika, premakne se pa samo, če veliki nekaj želijo. In ugotovitev tega me je na nek način vodila, da sem zapustil to administracijo in se vrnil nazaj na službo vlade za evropske zadeve in potem v letu 2008 kot direktor urada vlade za komuniciranje prevzel vodenje službe za odnose z javnostmi, da postal portparol slovenskega predsedstva. To je bilo neka specifično obdobje. To je bilo po letu 2004, torej v času velike širitve, ko je v Evropi vladala renesansa nekega cilja, ki smo ga končno dosegli. Torej razdružena Evropa, ki je bila razdeljena z železno zaveso, je končno prišla nazaj skupaj, vsi smo prijatelji, vsi se imamo radi, vsi skupaj sodelujemo, ampak začelo se je pa že kazati, da vsi skupaj sodelujemo, ampak sodelujemo tako, kot mi pravimo, torej kot stara Evropa pravi, kot stare države članice, nove države članice, pa če boste pridni, boste v toliko in toliko časa morda prišli na isti nivo, ampak nekako se pričakuje, da vendarle ne boste. No in to je pripeljalo do nekakšnih tenzij znotraj novih in starih držav članic, ki se je potem kasneje odražalo tudi v političnem delu ali pa političnem udejstvovanju posameznih držav članic. Skratka, ko je država, ki je prišla v Evropsko unijo, ugotovila, da v nekem obdobju je lahko njena teža večja, kot si je prvotno sploh mislila, zdaj konkretno govorim, da lahko uporabi recimo veto v določeni odločitvi, je trajalo nekaj časa, dokler se je ta država upala prvič uporabiti to sredstvo. Ko se ga je prvič upala uporabiti, so ga začeli uporabljati tudi drugi. In je potem to prišlo do izraza v tej smeri, da je v težjih trenutkih, da ko so nastopile krize, predvidljivost procesa odločanja v Evropski uniji dejansko postala manjša, da je birokracija Evropske unije zaradi tega tudi prilagodila svoje delovanje in Evropska unija postala manj učinkovita. In moja tretja izkušnja je bila v času drugega predsedovanja, torej druga polovica leta 2022, kjer se je že kazala ta drugačnost, kjer se je kazalo neko sivo obdobje, neko obdobje nazadovanja Evropske unije, kjer je upehala vnema po temu, da dajmo preseči delitve, ampak da se je začela iskati, kako tiste, ki niso on board, torej tisti, ki ne sodelujejo, na nek način pustiti vzadaj ali pa zaviti mimo njih z ciljem, ki ga imajo tiste najmočnejše države članice. In moja izkušnja z
predsedovanju kot predstavnik predsedujoče države v Evropskem parlamentu je bila specifična. Bil je živi kontrast tistemu pozitivizmu v letu 2008 in na nek način nakazovanje smeri, po katerem bo Evropska unija odšla, vkolikor se ne bo ustrezno reformirala. Potem pa je prišla vojna v Ukrajini. Ta vojna je pa prinesla neko močno streznitev za Evropsko unijo. V bistvu je močno premešala karte. To romantiko, ki je bila vsajena v prestolnice nekaterih držav, predvsem glede razumevanja ciljev tretjih držav, v tem primeru recimo Ruske federacije, je prinesla do tega, da so države zbližale stališča in da so bile sposobne najti kompromise o stvareh, ki so bile eno leto predtem nemogoče, da se jih uskladi. In to je prineslo neko obdobje, ki je pokazalo, da Evropska unija, če stopi skupaj, torej če zna najti ta skupni jezik, vendarle lahko preseže in ostane to, kar je bil prvotni namen, torej neka skupnost, ki je tu zato, da vsi boljše živimo. Je pa to tudi obdobje, ki neminovno kaže na konec neke ere in ponovno premislek, na kakšen način mora Evropska unija delovati, zato da bo lahko tudi v prihodnje kos izzivom, ki so pred nami. Evropska unija je bila v tistem zanosu po drugi svetovni vojni v bistvu narejena za neko domeno ali pa pred presumpcijo, da bodo vlade držav članic vedno želele vztrajati v tej uniji. Vmes pa je domača politična situacija v teh državah pripeljala tudi na kakšno drugo smer, ki ni nujno enaka z misli očetov Evropske unije. In normativna podlaga Evropske unije pač takšnih odmikov ne prenese, oziroma ni prilagojena za te odmike. In zato je pred nami, mislim, da pomembno obdobje, ko bo treba pretresti temelje delovanja Evropske unije, predvsem temelje operacionalizacije sprejemanja politik. In takšne knjige, kot je ta, mislim, da so odlično izhodišče za to, da lahko začnemo to javno razpravo. Še enkrat, Evropska unija je nekaj, kar nima naravnega advokata, ker se nihče ne bo po prstih trkal za uspeh Evropske unije, ima pa veliko sovražnikov, ki želijo svoje nespametne politike ali odločitve vedno prenesti na hrbet Evropske unije. In zato je še toliko bolj pomembno, da stroka, torej da v bistvu akademska sfera, pa tudi ostali sogovorniki na nek način nenehno opozarjajo na to, kako pomembna je Evropska unija za našo prihodnost. Jaz sem ponosen Evropejec in vsakega 9. maja z veseljem nazdravim Evropski uniji, tudi na stropni nižji bo z veseljem to najdel. Potem se pa ne zato, ker bi bil vroč politik, ampak zato, ker je lahko vroče. Hvala lepa, gospod Logarju. Zdaj pa k besedi povabil naše avtorje. So avtorje zlasti te knjige, ki smo jo izdali v okviru Založbe Nove univerze, kakšno Evropsko unijo hočemo. Pa bi začel kar z vami, profesor Petrič, bi prosil, če nas nekratko, nekako v 5 minutah nagovorite, predstavite bistvene poudarke vašega poglavja ali pa videnja tega, kakšno Evropsko unijo hočemo. Hvala lepa, profesor Logarju. Res je, čas je kratek in zato bom nekako izhajal iz predpostavke, da bodo spoštovani gospe in gospodje. To knjigo mogoče vzel v roke, tam je moj članek, 12 strani, če se ne motim, kratek, bo to prebrali in nekako skoraj da ne bi tega povzemal. Bom pa rekel par stvari na kratko. Res je, 9. maj smo nekoč praznovali tudi kot zmago
nad nacifašizmom v Evropi, čeprav tisti pravi dan zmage je bil 8. maj. Na Zahodu so topovi prenehali 8. maja, v Berlinu je trajalo malo dlje, zaradi posebnih interesov sovjetske okupacije so oni slavili 9. maj kot dan zmage, mi pa smo temu v prejšnjih časih sledili. Zakaj se mi je to zanimivo? Zato, ker pravzaprav je 9. maj. Ne glede na to, je bilo 8. 9. orožje je zmagalo, ampak je to bila vendarle neka sijajna zmaga Evrope in evropskega duha. Kakorkoli že. Evropa je bila neko središče sveta v vseh pogledih, v idejnem. Ne bom našteval mislecev, ne bom omenjal Hegla, Kanta in tako dalje. Dosežkov evropske znanosti, evropske moči v 19. stoletju. Evropa je bila na vseh področjih svetilnih sveta, napredka in tako naprej. Prišel je čas prve svetovne vojne, stvari so ušle iz rok, napake so bile storjene, podcenjevalo se je položaj, iz tega je išla katastrofa, ki je pomenila, da je Evropa na nek način se tako izrazila izgubila nedolžnost. Evropa je postala naenkrat središče ideologij, kot je bil nacizem, fašizem, bolševistični komunizem. Zlo za človeštvo. Pred prvo svetovno vojno svetilnik napredka. V drugi svetovni vojni kontinent, iz katerega so izhajale najbolj smrtonosne ideologije v človeški zgodovini. Nikoli pred tem tega ni bilo. No, k sreči je ta 9. maj pomenil dan zmage, dan zmage evropskega duha. Opravili smo vsaj za nacizmom in fašizmom. Ne bom nič politiziral, tu se bom ustavil. Kot posledica tega je nastal nov mednarodni red, ki je bil v osnovi multipolaren. Multipolaren, 5 stalnih članic Varnostnega sveta, zmagovite sile v drugi svetovni vojni, so na nek način vzeli v roko, vsaj kar se tiče miru in varnosti, usodo človeštva. Ta multipolarni red je bil dejstvo. Ampak stvar se je nekoliko sprevrgla, kajti v realnem življenju je pa namesto tega multilateralnega reda stopil v življenje bipolarni mednarodni red. 2 centra sveta, zahod, vzhod, to je trajalo nekako do padca Berlinskega zidu. Ampak v tem času se vsaj na zahodu Evropi pojavi tudi Evropska unija. Ta sistem nekako funkcionira, k sreči smo se uspeli obraniti ali izogniti novemu, velikemu, morda nuklearnemu svetovnemu konfliktu, stvari so tekle naprej. Bipolarni red, ki ga je na nek način simbolizirala hladna vojna, pade. Eden od teh polov izgubi svojo moč, dejansko nastanejo pogoji za multipolarno mednarodno ureditev. Jaz sem takrat bil že zrel človek, sem že imel za sabo tudi diplomatske funkcije in tako naprej. Biti med tistimi, ki verjel, zdaj bo pa mednarodni sistem začel funkcionirati tako, kot je bil zamišljen. Mnogi so tako razmišljali, po koncu zgodovine in tako naprej. Vsi smo razmišljali, ali pa mnogi, bogatstvo, sprostitev ustvarjalnosti v Sovjetski zvezi bo počasi peljala Rusko federacijo v sfero demokracije, svobode, spoštovanja človeškega dostojanstva in tako naprej. Podobno smo razmišljali glede Kitajske. Mnogi so bili prepričani, investirali so na veliko v Kitajsko, vlagali na veliko v Kitajsko in tako naprej, ampak prezrli smo nekatere stvari, da sta te dve veliki državi, ki sta danes 2 pola sodobnega mednarodnega reda, v svojem jedru res močno drugačni od evropskega, če recimo jedra evropskega zahoda. Tam je sprostitev, naraščanje moči,
vodila pravzaprav do tega, da so se tam oblikovali pravzaprav neki novi avtoritarni režimi, avtoritarne ureditve, ki pravzaprav dobivajo silno moč. Razvoj je hiter, vzpon Kitajske je strahovit. Verjetno ne bo kar naprej tako, ampak zaenkrat je. In če človek ne udari mimo cilja, če reče, ta država utegne biti v 20 letih prva po moči, vplivu in tako naprej, po moči finančni, ekonomski, tudi vojaški v svetu. Evo, to je ta nekak novi svet, ki nastaja. Svet, kot te velike nove sile, zlasti Kitajska, oni imajo za seboj tudi svojo civilizacijo. Temelji te civilizacije so bistveno drugačni od evropskih temeljev, od temeljev naše zahodne civilizacije. Tam ni bilo gibanj, ki so vodila Magni Carti in Tratati. Tam ni bilo mislecev a la Kant. Tam ni bilo raznih revolucij. Tam ni bilo človekovih pravic, zgodb o človekovem dostojanstvu. Ta red v tej veliki državi je temeljil 3000 let na podložništvu. Zato tudi danes ne boste v tej veliki državi srečali kakšno sindikalno gibanje, še dolgo ne. Oni so zadovoljni s tem, da se jih nadzira na vsakem koraku, prav po orwellijansko. To pravzaprav te ljudi nekako ne moti. To je za nas velik izziv. Ta vzpon te države bo imel posnemalce po svetu. Ima moč, utira si pota v številne afriške države, ki jim je tisto, kar je tam bliže, kot to, kar imamo mi v Evropi. Mutatis mutandis bi kakšno besedo lahko rekel tudi v Rusiji, morda celo v Indiji, pa ne bom, ker je čas omejen. Ampak rekel bom samo to, da je izziv za nas, za Zahod, katerega del Slovenci smo, velik. Večji kot kadarkoli v zgodovini. Večji. Tu se soočamo z močjo države, bogastvom države, kulturo, nam tujo. Zdaj bom navedel en citat, ki kaže na neko drugo razsežnost, Konfucija, ki ga rad omenim, nekako mi je obležal na duši. Tako kot je na nebu lahko samo eno sonce, je zapisal Konfucij, je lahko na svetu samo eno cesarstvo. Kitajska ne skriva, da gre v smeri postavitve sebe v položaj prvega v svetu. To se nič več ne skriva. No in zdaj mi slavimo dan Evrope. Mi smo soočeni s tem izzivom in lahko razmišljamo, lahko debatiramo o različnih pristopih in tako naprej. Ne bom se v to spuščal, čas sem že verjetno prekoračil, ampak rekel bom samo to, iz vsega tega, kar sem skušal povedati, izhaja, da je zato, da bomo nekoč živeli še naprej na Zahodu, mi v Evropi, varno in v blagostanju. Varno in v blagostanju. Tudi naše blagostanje je izpostavljeno izzivu. Kitajska ni neka primitivna država. To je velik izziv naši ustvarjalnosti, naši intelektualni moči tudi in tako naprej. To zahteva, to hočem povedati, izredno globoke in izredno resne razmisleke o tem, kako bomo mi z našo Evropsko unijo korakali naprej. O tem smo nekaj pisali, o tem bi se dalo še veliko reči. Skupen interes mora prerasti v skupen nacionalni interes Evropske unije, skupen nacionalni interes. Ne da vsak za svojim malim piskačkom, kot temu rečemo, pristopa, ampak za neko vero, da samo skupaj lahko zagotovimo našemu kontinentu še naprej varnost in blagostanje. Hvala za pozornost. Na tej točki se bom ustavil. Če bi bilo več časa na razpolago, bi špekuliral še v marsičem, kako naprej.
Ampak tisto, kar sem rekel, izzivi so enormni. In druge alternative, tu se strinjam, mogoče z ministrom, druge alternative, kot evropska povezanost, Evropska unija, praktično ni, saj jaz ne živim. Hvala lepa, profesor Petrič. Zdaj pa besedi vabim veleposlanika Iztoka Mirošiča. Mislim, da je profesor Petrič dal dober izziv tudi za tvoj prispevek, tvoj razmislek. V knjigi si pisal, koliko Evrop je pravzaprav v Evropi, kako močan je glas Evropske unije. Iz medijev lahko spremljamo, da tudi snuješ novo strategijo zunanje politike Republike Slovenije, tako da so nas sama ušesa. Ja, najlepša hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Tukaj sem predvsem kot Iztok Mirošič, kot razmišljalec o Evropski uniji, o strategiji, se ukvarjajo tudi drugi, jaz sem koordinator. Kako drugo, razmišljam po Evropski uniji in tak je tudi moj prispevek, ker se bližamo, zdi se mi z uvodnikom ministra, tudi tvojim, če smem reči, in tudi profesor Petriča, se vendarle nakazuje čas, kjer se bo predvsem zunanja politična vloga oziroma identiteta Evropske unije v teh dokaj turbulentnih in na novo oblikujočih se časih postavil v ospredje. Zdaj, za razliko od nekaterih, ki mislijo, da se gibamo seveda iz unipolarnega sveta v multipolaren svet, jaz sam mislim, da se pravzaprav, če se Evropska unija ne bo resno lotila vsega tega, kar ima v načrtih, pri čemer pa zostaja, vse bolj oblikoval v novi bipolarni svet, kajti želeli ali ne, kot je bilo že rečeno tukaj, Kitajska seveda tehnološko, idejno, močno podira naprej in ne moremo pa zanemariti tega, da na drugi strani ZDA ostajajo vendarle tisti, ki so, če berem medije, recimo, zlasti pri nas doma, to zanemarjajo, vendarle ostajajo tista sila, ki je zaenkrat še zmeraj vodilna sila, ne samo v svetu, ampak vodilna sila tudi Zahoda. Zahod pa meni, oziroma ga poimenujem, kot tisto skupnost, kot tisto entiteto, ki temelji na demokratičnih vrednotah, na demokraciji in demokratičnih vrednotah. Ne glede na probleme vse bolj bipolarno razklanih družb, pri čemer seveda se trendi nakazujejo tudi v ZDA in se kasneje v roku 50 let prenašajo tudi v Evropo. Ne moremo zanemariti, ne moremo spregledati, da so ZDA danes kar globoko razklana družba z mnogimi protislovi, da se ne nazadnje to v naši soseščini odrazilo tudi v Veliki Britaniji z Brexitom in z globoko razklanostjo, v bistvu še nikoli v zgodovini tako bipolarno razklane družbe, kot se oblikujejo na Zahodu. Pa vendarle s tem, ko pravim, da prihaja Evropska unija v čas, turbulentni čas, kjer bo morala njena identiteta priti na plan, zlasti v zunanji politični vidiki. Pri tem mislim predvsem na to, da prihajajo v sedanjem času v Evropski uniji, in o tem pišem nekaj tudi v članku, v ospredje seveda vprašanje načina odločanja v mnogonacionalni skupnosti. Slovenija ima eno izkušnjo iz sistema odločanja in preglasovanja v eni od mnogonacionalnih skupnosti, to je bila bivša Jugoslavija, ki ni primerljiva z Evropsko unijo, ni bila demokratična tvorba, Evropska unija je demokratična tvorba, pa vendarle je mnogonacionalna in kot taka odraža tudi seveda specifike pri načinu sprejemanja odločitev. In to dejstvo, na kakšen način se bo Evropska unija, na kakšen način bo oblikovala svoj zunanji politični pogled, odločitve, seveda prihaja prav sedaj v ospredje. Nemčija, zlasti Nemčija, je tista, ki narekuje nekako tempo novega načina odločanja. Nov način odločanja ne gre za novo zadevo, pa vendar se v teh časih, zlasti kot posledica ukrajinske vojne v Ukrajini, in kot je minister omenil, torej nekaterih nasprotnih pogledov znotraj Evropske unije na posamezne režime, kot so sankcije in ostale zadeve, želi uveljaviti način odločanja, ki bi prišel od soglasja k kvalificirani večini.
In seveda to pa je vprašanje, ki ne zadeva, to je moje osebno mnenje, ki ne zadeva samo vsakokratne vlade v Republiki Sloveniji, naj se bo to leva ali desna, ampak vendarle zadeva Slovenijo kot nacijo, kot državo, kot nacijo, kajti tako pomembne odločitve, kot je odločanje na zunanji politični ali prenos dela suverenosti na zunanjem političnem področju na entiteto Evropske unije, vendarle zahteva neko širšo razpravo, če ne že nek nacionalni konsens v Republiki Sloveniji. Tu pišem seveda o tej potrebi po razmisleku v nacionalni shemi zunanje politike Republike Slovenije. Zakaj? Ne gre samo za način odločanja v Evropski uniji. Treba je seveda se zavedati določenih posledic, da če seveda Mali ne sodeluje enakopravno več pri odločanju in ideje so v Evropski uniji od direktorata, ki je vam vsem poznan, to so stare francoske ideje fleksibilnih jeder ali pa direktorata držav, ki so posebej poklicane tudi za zunanje politične odločitve, do v zadnjem času nekaterih obnov idej o vzpostavitvi varnostnega sveta znotraj Evropske unije, kjer bi pomenilo, da velike članice so stalne članice, medtem ko manjše članice bi krožile pri odločanju zunanjih političnih vprašanj, da vendarle to vleče reperkusije ne samo na zunanje politične delovanje neke države, ki je manjša članica, ampak na serijo njenih politik, vključno z ekonomsko politiko. Če neka država ne sodeluje enakopravno pri odločanju, torej kot sedaj en glas, ena država, potem postane za ostale mednarodne akterje manj zanimiva. Manj zanimiva za gospodarske akterje, politične subjekte in vse ostale. Tako rekoč model, ki smo ga nekdaj že poznali, je, da se veliki lahko ukvarjajo z geopolitiko, z veliko politiko, z geopolitično Evropsko unijo, mali pa naj se ukvarjajo z malimi regionalnimi zadevami. To, kar smo že poznali v obliki, recimo, Komiteja za mednarodne odnose, zdaj parafraziram, ampak da si lažje predstavljamo, Komiteja za mednarodne odnose Socialistične republike Slovenije ali nekaj takega. Se pravi, jaz mislim, da seveda in kot izhaja iz zaključkov konference o prihodnosti Evrope, je želja evropskih državljanov bolj učinkovita Evropska unija. In verjetno tudi na zunanje političnem področju, pa vendarle to terja razmislek, na kakšen način bodo manjše članice oziroma srednje članice vključene v ta način odločanja. Pri tem ne gre zanemariti niti dejstva, da se vse bolj, tako se mi zdi, oblikuje neko stališče, da prihodnje širitve brez spremembe, se pravi reforme Evropske unije, ne bo. In mislim, da je to kar odkrito že izraženo, recimo Šolc je danes v govoru ponovil svoj praški govor, kjer je kar odkrito dejal, da prihodnje širitve brez spremembe Evropske unije ne bo in da se je treba tega zavedati. To pomeni, da se nahajamo v trenutku, ko bi morali pravzaprav v obliki, kot je ta forum ali še nekaj podobnega, združiti vse tisto znanje, vedenje, moči o Evropski uniji, o načinih odločanja, ki bi naši državi, narodu pač prinesel tisto najboljše, kar v Evropski uniji lahko dosežemo. Jaz se strinjam vsemi predhodniki, da pravzaprav alternative, po mojem osebnem mnenju, Evropski uniji ni, da je to nekaj najboljšega, kar se je Sloveniji zgodilo po osamosvojitvi, da se je pravzaprav osamosvojila s ciljem, da se vključi v sodelovanje z drugimi narodi, da pa mora vseeno ostati pozorna, kolikšen del, kako, na kakšen način, predvsem na kakšen način, bo del svoje suverenosti na zunanjem političnem področju mogoče prenašala naprej na večjo entiteto. Da ne bom predolg, toliko. Hvala lepa za to jedrnato predavanje, za osvetlitev. Zunanje politične dimenzije bi mogoče na kratko zdaj Igorja Senčarja preskočil, čeprav sedi poleg tebe, in bi prišel na obrambno politiko. Tako da, kolegica profesorica Lilijana Brožič, morda par besed o obrambni politiki v nastajanju. Lepo pozdravljeni, dober dan.
Jaz bi bila tudi kratka, jaz sem se posvetila v tem projektu, v katerem sem sodelovala, skupni varnostni in obrambni politiki Evropske unije. Namreč leta 2020 je bila 20. obletnica skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije. Najbolj me je fasciniralo, kakšne so bile takrat leta 2000 ambicije, kakšno obrambno politiko naj bi Evropska unija imela in kakšne so bile kasneje, recimo, če smo zdaj čisto konkretna v strateškem kompasu. Torej, takrat je bistveno manj držav članic ugotavljalo in zapisalo, imelo ambicije, da rabijo bolj močno, bolj varno, bolj oboroženo Evropo. Zdaj pa 16 v strateškem kompasu pa je ta ambicija bistveno manjša. Kljub temu, da je držav članic veliko več. Moram sicer reči, da načeloma nisem za oboroževanje pa za vojne in podobne zadeve, ampak glede na to, kaj se dogaja na vzhodnem obročju Evrope, se je pa pokazalo, da je to nujno potrebno. Torej, strateški kompas je prinesel nekaj novosti. Tukaj bi posebej izpostavil Evropski obrambni sklad, ki je bistveno okrepil vsa prizadevanja, kar se tiče Evrope na področju varnosti in seveda tudi oboroženih sil. Zdaj, imela sem to srečo, da sem se predvsem teoretično pri projektu s tem ukvarjala, zdaj pa malo leto dni, kar se pa tudi sicer v delovnem času ukvarjam z Evropskim obrambnim skladom. Torej, zagotovim vam lahko, da je Evropska unija res napenja vse sile in ogromno denarja investira v ta Evropski obrambni sklad. Ravno tako tudi na nivoju države delamo ogromno za to, da bi nadomestili tisto, kar smo več ali manj skoraj 10 let nazadovali. Prizadevanja so res enormna, ampak kot je ugotavljal eden izmed avtorjev, oziroma bila celo raziskovalna skupina in je omenjam v prispevku, so ocenili, da če bi imeli naslednjih 20 let 2% BDP vsaka država, ne bi prišli na isti nivo, kot je recimo oborožena Ruska federacija. Torej, vse to z namenom, da pomagamo prvič, da se okrepimo sami in kasneje, da čim večji možni meri pomagamo Ukrajini. Ampak tisto, kar je nekje ena oblika razočaranja ali pa dodatna motivacija za to, kar je kolega Avbelj, še posebej pri tem projektu, je pa to, da je zato, kar je zapisano v strateškem kompasu in sicer, da si Evropa želi biti globalni akter, res je nujno, potrebuješ biti oborožen, potrebuješ močno državno podobne stvari, ampak ne. To ključno pa je ta, ne vem, kakšen izraz bi bil najbolj v redu, ampak ta politična nemoč, da Evropa kot celota v neki zgodbi nastopa. Namreč jaz bi si želela, da bi ta konflikt, ki se dogaja v Ukrajini, bili sposobni v Evropski uniji reševati na političen način, diplomatski način. In se mi zdi, da je tisto, kar nam res zdaj nekje manjka, ali pa vsaj okoliščine varnostne narekujejo res ta neka moč, ta sposobnost, da bi v tem kontekstu združili neko mnenje, neko stališče in iskali idejo, ki bi rešila ta konflikt na drugačen način, ne pa z orožjem. Tako da moram reči, da se zahvaljujem, da sem imela to možnost, da sem sodelovala na tem projektu. Zdijo se mi te knjige, ki nastajajo, izredno pomembne. Še bolj pomembno pa se mi zdi, da bi se pa res tudi v praksi, tako doma kot na nivoju Evropske unije, kar se tega tiče, nekaj spremenilo, da bi združili moči in da bi skušali za take stvari najti drugačne rešitve. Tako da to bi bilo meni zelo na kratko. Hvala lepa. Hvala lepa, Lili, tudi za ta tvoj zanimiv prispevek. Kot rečeno, čas nam ne dopušča, da gremo v velike detajle. Knjiga je na voljo, lahko si jo izposodite, lahko si jo kupite v spletni založbi Nove univerze. Zdaj pa povabil k besedi kolego veleposlanika, docenta Igorja Senčarja. Danes smo že večkrat slišali, da druge alternative Evropski uniji ni. Igor, ti si v svojem poglavju, pa tudi sicer v svoji dizertaciji se ukvarjal z Evropsko unijo kot skupnostjo povezano v usodi. In zdaj, kaj je ta usoda? Je zdaj to mus, da druge alternative ni, ali se mi tudi čutimo kot skupnost povezana v usodi?
Matej, hvala za vabilo k temu projektu. Lep pozdrav vsem in hvala za tole iztočnico. Usodo omenja tudi Schuman v svoji deklaraciji, katere en del si prebral. Usoda tukaj ni mišljena kot v fatalističnem smislu, nekaj, kar te doleti in nad čemer nimaš nikakršne možnosti se temu izogniti ali oblikovati, odgovoriti, ampak se ji enostavno prepustiš. Usoda je tukaj mišljena kot v bistvu sovpada z svobodo in odločitvijo subjekta ali pa naroda ali pa tudi Evrope. Da v bistvu v svoji svobodi odgovoriš izzivu, pred katerim si, na kakšen način je pa zdaj vprašanje. In če govorimo o Evropi kot v usodi povezani skupnosti, kot so tudi razmišljali mnogi avtorji, in kot na neki način je bila artikulirana tudi ena vrstica v preambuli Ustave za Evropo, ki je sicer potem na ratifikaciji propadla, je pa ta sintagma na neki način v preambuli tiste prve Evropske skupnosti za premog in jeklo, in tudi Macron je govoril o usodi, potem Merklova je uporabljala, ko je bila kriza evrskega območja, da je Evropa v nemškem izrazu to Schicksalsgemeinschaft, potem je Trichet isto formulacijo uporabil, Van Rompuy tudi. In kaj zdaj to res pomeni? V usodi povezana skupnost je neka skupnost, ki jo mora povezati neka kognitivna kompatibilnost. To pomeni, da na podoben način dojema cela skupnost izzive, ki so pred njo. Hkrati pa to tudi pomeni, da ko odgovarja na te izzive, v bistvu ustvarja samo sebe kot skupnost, ki gre skozi neko preizkušnjo. In da gre skupaj skozi takšno preizkušnjo, se mora v bistvu oblikovati tudi neka posebna vez med posameznimi člani teh skupnosti. V bistvu gre tu za solidarnost, za solidarnostne odnose, ki pa na neki način zahtevajo tudi neko določeno mero samoomejevanja. Ko v bistvu nek član skupnosti ne sledi več samo svojemu primarnemu interesu, ki ni nujno, da se upada z interesi ostalih, ampak na neki način da v ospredje tisti interes, ki ne bi bil interes vseh, celotne skupnosti. To je seveda precejšen izziv. Evropska unija oziroma njen tisti prvi zasnutek šesterica je dejansko stala pred nekim izzivom. Bil je začetek hladne vojne. Schuman se je tudi zavedal problema, kako se soočiti z premagano Nemčijo, ki je še vedno bila potencialno močna država, kako se izogniti novi vojni na evropskem kontinentu. In nastala je v bistvu neka v usodi povezana skupnost. Skupnost svobodnih, demokratičnih držav, ki so imele tudi zelo podobno zgodovinsko izkušnjo, mislim, tisto, ki je bila bolj dalekosežna v globino zgodovine, bolj trajna. V bistvu so bile to države, ki so na nek način, lahko rekli, tvorile nekdanji karolinški imperij. Imeli so približno enak kulturno-zgodovinski pogled in izkušnje. Seveda pa potem pred neko skupnostjo, ki je povezana v usodi, vedno izziv, ali bo naslednjo preizkušnjo tudi dojemala na
kognitivno kompatibilen način. Ali bo tisti mi, ki se zaveda nekega podobnega izziva, mi, ki bo zajel celotno skupnost. Ali bomo imeli potem kar naenkrat skupnost, recimo temu prekrivajočih se in nekoliko različnih usod. In to se mi zdi, da je z naraščanjem članstva v Evropski uniji seveda vedno večji izziv. Ko je bila Evropa, to je tudi nekaj zanimivega, ne? Večkrat govorimo o Evropi, pa mislimo na Evropsko unijo ali pa obratno. In Evropska unija zelo rada govori kar v imenu Evrope, čeprav ne zajema vseh evropskih držav. In ko smo bili leta 1989 ob padcu železne zavese in komunizma pred velikim izzivom, kako zdaj odgovoriti temu izzivu, kaj pomeni v tem smislu skupnost, ki jo povezuje usoda. Zelo lepo je to formuliral na neki način Bush v svojem govoru v Mainzu 31. maja 1989, ko je uporabil sintagmo Europe whole and free, pa potem še malo naprej Europe that is at peace with itself. In se mi zdi, da je to dejansko lahko tisti cilj, ki še vedno ni uresničen. Ampak takrat je Evropska skupnost temu izzivu odgovorila tako, da se je šla najprej poglabljati. Najprej je začela oblikovati Maastrichtsko pogodbo, ni se še toliko zrla vzhodno in da ponudila roko novim osvobojenim demokratičnim državam, ampak jih je nekaj časa pustila v čakalnici in je najprej začela v bistvu se soočati z vprašanjem razmerij moči znotraj sebe. Nemčija se je združila, kako zdaj odgovoriti na to večjo nemško moč, da bo ta Evropska unija še vedno nekako funkcionirala. In se mi zdi, da smo danes pred popravnim izpitom. Danes je tisti del, ki je bil takrat pozabljen in je bil večkrat pozabljen je bil tudi v Minsku, na način, kako se je takrat pogajalo tisto premirje. Torej, smo pred izzivom, ki nam ga postavlja Ukrajina in ruska agresija na Ukrajino. Timothy Snyder, zgodovinar, je že leta 2014, ko je razmišljal o sporazumu oziroma premirju v Minsku, izrekel nek stavek, ki po moje velja kot aksiom. Ukrajina brez Evrope nima prihodnosti, ampak tudi Evropa brez Ukrajine nima prihodnosti. Če ob tem mislimo na Evropo kot tisto, ki lahko združuje svobodne demokratične narode, ki temelji na neki skupnosti vrednot in ki tudi priznava, kot rečejo v anglosaškem svetu, agency oziroma subjektiviteto narodom. Ker ni več tiste imperialne logike, ki je včasih tudi v Evropski uniji, o nekaterih stvareh bodo odločale samo velike države. Bodisi Rusija, bodisi francoska, nemška os. Tu gre dejansko za izziv, ko je treba v Ukrajini tudi priznati to agency. In če se jaz osebno sprašujem, kateri je zdaj tisti forum v Evropi, ki lahko in je poklican govoriti o skupni prihodnosti, to nikakor ni več samo Evropska unija, ampak je to lahko samo nek forum, neka skupnost, kjer so vse svobodne, demokratične evropske države kot enakovredni subjekti. S tem jaz zaključim. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, Igor, za to izjemno lepo povedno razlago pojma skupnosti povezane v usodi. Seveda del te povezanosti v usodo, pa sama povezanost v usodo je seveda tudi odraz solidarnosti. Solidarnost pogosto asociiramo z pojmom socialne države. Zdaj, Evropska unija se je
seveda se je primarno razvijala kot trg in ne kot socialna unija, zato pa je pred njo tudi verjetno ta izziv. Tega se je dotaknila na svojem prispevku kolegica docentka Marjana Vršič-Fegoš, ki bo zdaj na kratko predstavila prav te svoje misli. Tako. Dober dan, hvala za besedo. Torej, kot omenjeno, se v svojem prispevku ukvarjam z vprašanjem socialne dimenzije Evropske unije. Zakaj ravno s tem? Zato, ker se Evropska unija, kljub temu, da smo torej začeli kot ekonomska integracija, praktično že vse v začetku sprašuje o tem, ali moramo podeliti pristojnosti Evropske unije tudi na področju socialne politike. In ta izziv do danes, oziroma odgovor na to do danes nimamo in menim, da je to eden izmed izzivov, ki ga velja oziroma o katerem velja razmisliti v teh, kot so rekli moji predhodniki, reformnih časih. V prispevku se zato sprehodim skozi zgodovino na tem področju in nekako poskušam odgovoriti na vprašanje, katera je tista prava pot. Ali naj Evropska unija na tem področju ohrani trenutno stanje, torej trenutno stanje na področju socialne politike, so ukrepi Evropske unije na področju dela, zaposlovanja, koordinacije sistemov socialne varnosti, prepovedi diskriminacije in tako naprej. Ali pa bi morala Evropska unija narediti korak naprej in razviti socialno politiko v širšem smislu v popolnosti. Moje osebno mnenje je, da je to ena izmed priložnosti, ki je Evropska unija ne bi smela zamuditi, da bi na tem področju bilo potrebno storiti korak naprej. Temeljna izhodišča, ki pa jih tako na področju socialne politike, kot morda nasploh, ko govorimo o reformi Evropske unije, velja upoštevati pa so solidarnost, potem subsidiarnost, torej v prvi fazi so države članice tiste, ki so primarno odgovorne za konkretnem primeru delovanja svojih sistemov socialne varnosti. Evropska unija pa jim lahko pri tem pomaga oziroma jih usmerja. In kar se mi zdi bistvenega pomena je zavedanje raznolikosti. Če kje, potem se na področju socialne politike moramo zavedati, da ta top-down pristop oziroma pristop, kjer bi en socialni standard veljal za vse države članice, nikakor ne pride v poštev, ampak da moramo najti neko ustrezno ravnovesje. Tako, toliko na kratko, vabljeni prebiranju. Hvala. Zdaj smo videli, torej smo leta 2023, pogovarjamo se o Evropski uniji o procesu, ki se je začel s premogom in jeklom. Danes pa te integracije terjamo, da bo socialna, da bo imela svojo robustno varnostno in obrambno politiko, da bo vodila robustno ekonomsko politiko, tako v fiskalnem kot monetarnem smislu. Malo, če sploh, pa je v demokratični, politični, nacionalni zavesti zavedanje o tem, kaj Evropska unija pravzaprav počne. Torej, ta legitimnost, socialna legitimnost evropskega ustroja je zelo načeta. Hočem reči, da diskrepanca med tem, kar je Evropska unija v smislu moči dela in zavestjo o tem na nacionalni politični ravni je vse večja. In prepričan sem, da govorimo o zavesti, ne samo o zavesti, ampak o poznavanju tega, kar Evropska unija počne, sploh v laični, če rečem, niti ne v laični, v širši slovenski javnosti, tudi ni zavedanja, da ima Evropska unija svojo lastno diplomacijo, svojo lastno diplomatsko službo, ki lahko ali pa tudi ne, kot v svojem prispevku piše spoštovani profesor Jazbec, lahko pomaga pri krepitvi tudi nacionalnih interesov držav članic. Torej, profesor Jazbec, povejte nam nekaj več o svojem poglavju in o tej korelaciji, harmoniji ali pa njeni odsotnosti med evropsko diplomatsko službo in nacionalnimi diplomacijami, kot ste to vi sami kot diplomat, to je bila posebna metoda pisanja z lastno udeležbo, tudi izkusili.
Hvala lepa, kolega profesor Matej Rabelj, za tale uvod. Hvala tudi za priložnost, da sem sodeloval na konferenci in pa da imam prispevek tu, čeprav nisem bil del projekta. Nekaj stvari bom citiral, tako da bo jasno, o čem govorim in kako. Jaz sem izhajal, torej naslov mojega prispevka je Evropska diplomacija, izkušnje in uporabnost za diplomacije držav članic v državi spremnici. Torej en zelo ozek spekter tega, torej tako, kako se to vidi na terenu, v tistih državah spremnicah, kjer so se svojimi veleposlaništvi prisotne države članice EU in pa tudi EU se svojo torej, delegacija EU, če tako rečem, ali pa pogovorno rečeno veleposlaništvo Evropske unije. Sej v principu bi moralo biti tako, če govorimo o Evropski službi za zunanje zadeve oziroma za angleško kratico EEAS. Jaz sem tu izhajal oziroma uporabljal, kot je bilo rečeno, metodo opazovanja z lastno udeležbo. Izhajal sem iz svojih 9-letnih izkušenj, bil sem 5 let veleposlanik v Turčiji, iz Turčije sem nerezidenčno pokrival še 5 držav, Azerbajdžan, Iran, Irak, Sirijo, Libanon. V Iranu tedaj EU ni imela delegacije, ampak jo je v bistvu predstavljalo, če tako rečem, veleposlaništvo oziroma veleposlanik države, ki je predsedovala Evropskemu svetu, ostali pa in pa je 4-letne izkušnje v Makedoniji oziroma pozneje oziroma danes v Severni Makedoniji. Jaz sem si postavil dve hipotezi za to moje razmišljanje. Sicer prvič, Evropska služba za zunanje zadeve je koristna za delovanje Evropske unije, seveda. In drugič, Evropska služba za zunanje zadeve je koristna za države članice. Torej, tu je moj odgovor, ni nujno. Zdaj mi imamo časa, verjetno vprašanje tudi tukaj interesa, da bi na dolgo in široko razlagal to in pa empirično podprl, ampak ni nujno, da je tako. Torej, morda je to neke vrste heretična trditva, ampak v bistvu izhajajoč iz moje izkušnje, pa tudi izkušnje precejšnjih kolegov, veleposlanikov držav članic EU, lahko temu potrdim. Torej, samo dejstvo, da Evropska služba za zunanje zadeve obstaja in da ima vrsto 120, morda več delegacij po svetu, ni nujno to, da iz tega izhaja neka avtomatična, sam po sebi jasno milna korist za diplomacije držav članic. Potem sem postavil še dve raziskovalne vprašanje, sicer prvič, ali diplomacije držav članic lahko delujejo brez Evropske službe za zunanje zadeve in obratno, ali lahko Evropska služba za zunanje zadeve deluje brez diplomacij držav članic. Odgovora na obe vprašanji sta pritrdilna, seveda lahko delujejo, torej veleposlaništvo, recimo, ne vem, slovensko v Turčiji, recimo, je takrat lahko delovalo brez delegacije Evropske unije, nič tako usodno, pomembnega, koristnega nismo dobili od tiste delegacije, čeprav smo imeli enkrat na mesec sestanek veleposlanikov, in ob tem, da je, mislim, da še vedno, delegacija Evropske unije največja bilateralna delegacija Evropske unije. In seveda obratno, nikoli nisem imel občutka, da ne bi delegacija Evropske unije mogla delovati brez sodelovanja, recimo slovenstva, s katerim koli drugim primerljivim veleposlaništvom države članice. Vendar pa je treba tudi enako jasno reči, da obstaja velik potencial za medsebojno korist, za medsebojno dopolnjevanje, komplementarnost, za neki večji učinek, rezultat, output. In to je veliko njans, veliko odtenkov, ampak tega ni bilo kaj posebej zaznati. Spomnim se enega dogodka v Turčiji, delegacija je izdala eno zelo zanimivo, oziroma bili smo na home sestanku seznanjeni z zanimivo oceno vodje delegacije EU v razmerah v Turčiji, ko smo zaprosili veleposlaniki držav članic EU, če bi lahko dobili za našo interno uporabo, in bil odgovor, seveda bomo preverili z Bruslem, z EAS. Po mesecu bili smo to pozabili, in tistega odgovora ni bilo nič. Pa mislim, da ne zato, ker bi bil dokaj posebej proti, kar je morda še slabše. En zanimiv vidik, da ne bom predolg, tega mojega razmišljanja je tudi ta, jaz sem opazoval, zlasti v Turčiji, v Skopju sem potem tudi v določeni meri to sam uporabljal, iz tiste izkušnje, odnos med vodjem delegacije EU, to so diplomati iz različnih držav članic, in med veleposlanikom države članice, iz katere je vodja delegacije. Od tistih 5 let, ko sem bil v Turčiji, 2 leti in pol je bil vodja delegacije Francoz,
in nisem opazil nobene posebne kemije med njim in pa med francoskim veleposlanikom, mislim, da so se dva zamenili na tisti čas, celo obratno bi rekel, da je bilo skozi nje nekaj preskritalo neke napetosti. V naslednjih 2 letih pa pol so se 3 veleposlaniki oziroma vodje delegacije EU zamenili v Turčiji, kar je povedno, in še en Francos, Italijan, pa še nekaj se ljudi. Tam pa sploh ni bilo nobene kemije, nobenega sodelovanja, zdelo je, kot da gre za diplomati, ki so si med seboj v nekem konfliktnem razmerju, čeprav za to ni bilo nobene osnove in ne bi smelo biti. In to je v veliki meri tudi vpliva, mislim, na te odgovore, na te obe hipotezi in pa na raziskovalnih vprašanjih. Skopje, jaz sem bil v Skopju veleposlanik 4 leta in to moje obdobje sovpadlo, skoraj praktično istočasno, je bil veleposlanik oziroma vodja delegacije EU, slovenski diplomat, Samuel Žbogar, vidva se poznava dolgo in seveda jaz sem zaradi tega, pa tudi zaradi moje izkušnje iz Turčije vložil v svoje delo še dodatno nek napor, da je bilo očitno, kako med veleposlanikom, vodjem delegacije EU in pa veleposlanikom države članice, iz katere prihaja ta vodja, ni nobenih nasprotij, nič ne škripi, celo obratno. Mi smo v nekem času, ko je Makedonija oziroma Severna Makedonija odpravila tisto blokado grško pri imenu, vstopila v NATO in prišla do tistega zelene luči za pogajanja, za pričetek pogajanja za EU. Torej, in je bilo v tem smislu, je bil vložen en velik prispevek, recimo, narekovaje se slovenske strani. To je recimo bilo za mene ena velika izkušnja, torej ta odnos in kako ta odnos škripe kot ta. Zdaj, kaj storiti, ne? Jaz mislim, da je veliko prostora, da se iz prestolnic preko predstavnikov v Bruslu vpliva na te ugotovitve in da se, če rečem pragmatično, najdejo področja teme, kjer bi lahko bilo nekaj koristi, pa veliko koristi. Jaz ne poznam natančno teh pravil, nisem nikoli delal v EU, v mašineriji, ampak recimo to navajam v članku. En tako področje bi lahko bilo, da delegacije Evropske unije izvajajo vsaj del konzularne zaščite interesov pravnih in fizičnih oseb držav članic Evropske unije. Menda je bilo to že nekaj poskusov, pa ni šlo za nekaj nasprotovanj. No in bom zaključil urednik, kolega Matej Avbes, postskriptumom v 3 točkah, no vsak za matemačkim bo sproščeno. Prvič, vaša ugotovitev ali pa opaska o tem, da odsotnost izjav, ki ste navedli v Sloveniji, pomeni ali pa nakazuje na prevladovanje preteklosti nad prihodnostjo. Morda jaz tega ne vem, meni se pa zdi, imam zelo močan občutek, da to kaže na eno veliko stopnjo odsotnosti političnega, polisa in še kakšnega občutka za trenutek, za duh časa, za zgodovinski trenutek in posledično tudi za konceptualizacijo tega. Če je to res, se mi zdi, da to nikakor ne more biti dobro. Točka 2 pri PS-u. Moja mama je 3 mesece manj kot polna 4 leta preživela v Nemčiji, v izgnanstvu. Jaz sem tistega področja, kjer je Hitler rekel takrat 27. aprila, Dvogne Maribor, mach mir dieses Land wieder Deutsch. V okolici Dresdna bila celo očividka zavezniškega bombardiranja Dresdena. 9. maja 5 do 12. je bilo tisto delovno taborišče, v katerem se je takrat nahajala, osvobojeno. Osvobodile so ga enote Rdeče armade, ki so tem poprodiranju proti Berlinu, si na osnovi tega izborile pravico, da zasedijo tisto vzhodno Nemčijo, kot se je potem izmenovala. In tretjič, tretja točkica, v sredini 80. let je slovenska rock glasba v veliki meri odražala, odsevala trenutek časa, tisto vrenje, vibracije. Nekaj tistega ustvarjanja je tudi nakazovalo tok sprememb med skupinami, med bendi, ki so to uspeli, je bil tudi Laš in Franc, in predlagam vsem, ki ne poznate njihove pesmi Dan zmage, da si poslušate. Hvala lepa. In sadnostni prispevek in še 3 zanimive postskriptume.
Zadnja beseda ob dejstvu, da dveh avtorjev knjige ni, ker se nista mogla udeležiti našega dogodka, to sta Petra Vajgral in Gorazd Vestinek, pa gre pa ne zato, ker bi bili, ker bi morala iti zadnja beseda, ampak pravzaprav po načelu, da bodo prvi zadnji in zadnji prvi, gre kolegici docentki Katarini Vatovec. Katarina je k tej knjigi prispevala mnogo več kot samo svoje poglavje. Ona je tudi tista, ki je poskrbela, da je vse tako lepo urejeno. Knjigo je lektorirala, to je na nek način moja nevidna roka, na katero se lahko vedno zanesem in ki jo tako kot Bruselj lahko ukrivim, če je kakšna tiskarska napaka. Katarina v svojem prispevku si pogledala na konferenco o prihodnosti Evropske unije v smislu morebitnih institucionalnih sprememb, pa če ti skleneš to uvodničarski del še svojo kratko predstavitvijo. Hvala, vse lepo pozdravljam. Mogoče bi najprej začela z rdečo nitjo, ki vodi skozi vse današnje spoštovane avtorje, kolege. To je, da, lepo je povedal profesor Petrič, ta privrženost Evropske unije, ker druge boljše alternative, vsaj zaenkrat, ni. To se mi zdi ključen vidik. Jaz sem na nek način začela iz razmišljanja, da papir prenese vse. Torej je smiselno, da na papir vržemo najbolj napredne ideje, razmisleke o tem, kakšna Evropska unija naj bi bila, kaj hočemo, da je. Hkrati se pa potem te napredne ideje samo korakoma uresničujejo, velikokrat je tako. Pri Evropski uniji pa zaradi razlogov, ki smo jih tudi slišali, še toliko bolj to velja. Zato sem želela biti ne samo v tem prispevku, ki si ga omenil, ampak tudi v drugem prispevku, pravzaprav bolj skromna in sem poskušala najti neko vezivo, ki bi v okviru obstoječe normativne ureditve morda pripomogel k tistemu, kar hočemo od Evropske unije. Smo slišali bolj učinkovito, bolj uspešno, Evropsko unijo, ki je bolj tvorna, tako na noter kot na vzven. V enem prispevku se ukvarjam s tem, kar si povedal, institucionalnimi spremembami, ampak institucionalnih sprememb ne bo, če ne bo prišlo do posega v normativno ureditev. Zato sem poskušala znotraj tega, kar v današnji normativni ureditvi že imamo, pogledati, kaj se da doseči oziroma narediti, in moje misli so bile usmerjene na aktualno temo, ki bo čez leto dni, še malce prej, še toliko bolj aktualna, to so volitve v Evropski parlament. Poskušala sem predvsem razumeti oziroma podati neko razumevanje in razlago tiste določbe, ki govorijo o povezanosti ali pogojenosti rezultatov volitev v Evropski parlament z izvolitvijo predsednika Evropske komisije. To je skromen prispevek današnje Evropske unije, ki bi lahko bil veliko boljši, veliko bolj bi lahko krepil zavedanje državljanov unije, nas, ki volimo poslance v Evropski parlament, k temu, da imamo določen glas tudi pri izvolitvi tistega, ki bo postal predsednik Evropske komisije, ki ima, vemo, v okviru in v ustroju današnje Evropske unije prav tako pomembno moč, predvsem v smislu zakonodajnega postopka samega v tem začetnem delu priprave zakonodajnih aktov. Drug prispevek se pa nanaša, sem se spomnila, ko je kolega Senčar rekel, da velikokrat govorimo o evropski, da Evropska unija si kar prilašča evropskost, čeprav ne gre za neposredno povezavo z mejami Evrope, o evropski suverenosti. Zato, ker se v zadnjih letih, nekako tako, kot je rekel kolega Logar, gremo iz preporoda, iz renesanse v mogoče malo upehano Evropsko unijo in se poskuša to upehanost v zadnjem času prebroditi z sklici na evropsko suverenost. To evropsko suverenost sem iskala v zunanjepolitičnem področju.
ki pa samo po sebi ni bilo deležno tega klica k evropski suverenosti, tvorni Evropski uniji. In sem jo iskala v nekem zelo specifičnem področju. Bom samo na kratko povedala, ker za ostalo morate prebrati celoten prispevek. V enem specifičnem področju tako imenovanih ekstrateritorialnih sankcij. Sankcij, danes smo govorili o zunanji politiki Evropske unije, govorili smo o Združenih državah Amerike, govorili smo o Kitajski. To so sankcije, ki jih velike države se odločijo, da jih sprejmejo zoper gospodarske subjekte, lahko tudi fizične osebe, ampak v mislih sem imela predvsem gospodarske subjekte, zaradi nečesa, kar ni v skladu z neko idejo oziroma zakonodajo te konkretne tretje države. Posledice, ki sem jih našla v okviru Evropske unije, so bile predvsem z gospodarskimi družbami, ki želijo poslovati ne samo v okviru Evropske unije, ampak tudi izven meja naše organizacije. In se pri tem lahko srečajo z nepopravljivo škodo, ki se jim zgodi, zato ker jim tretja država, recimo neke velike Združene države Amerike, izrekajo ali tvegajo, da jim bodo izrekle ukrepe, ki so tudi finančno vrednoteni, zato ker v svojem mednarodnem poslovanju trgujejo s tistimi državami, za katere ta konkretna država ne priznava kot partnerske države, če lahko tako rečem, zelo miroljubno, oziroma ima proti njim uvedene sankcije. To se mi zdi, da je en pokazatelj na zelo specifičnem, strokovnem, ozkem področju, ki kaže na to, kako Evropska unija lahko oziroma mora tvorno sodelovati tudi v mednarodnem okolju in zaščititi gospodarske partnerje, da lahko rečemo, oziroma gospodarske družbe, da lahko rečemo, da govorimo na nek način tudi v tem kontekstu o pravi evropski suverenosti oziroma suverenosti Evropske unije na tem področju. Da ne bi, ker bralci ste vi, ki niste sodelovali pri knjigi, zdaj, ker je Matej tako lepo zaključil z raznimi tiskarskimi napakami, moram dodati, da jaz knjige tudi še nisem vzela v roko in da tiskarske napake niso moje, da se malce razbremenim te hude odgovornosti, če bom slučajno kakšno napako zagledala, ko jo odprem, ker se ponavadi zgodi. Bi pa rada, skratka, bralci ste vi, jaz sem vesela, da se mi zdi, da je to en lep dogodek, ne samo današnji dan, ampak tudi to, da je Nova univerza sodelovala kot izdajateljica oziroma s prispevki njenih članov pri tako domači kot tuji publikaciji. Se mi zdi, da je to zelo lepo in pravzaprav moja zaključna misel ni namenjena Dnevu Evrope, ampak je namenjena pa ne zato, da ti vrnem spoštovanemu uredniku obeh knjig, predvsem zato, ker je, vsaj kar se mene tiče, me prijazno spodbujal in kritično usmerjal, za kar sem ti zelo hvaležna. Bi pa knjigo v roke, ko je v bistvu, oziroma obe knjigi, da se bomo lahko potem tudi konkretno pogovarjali, ker se pravi, vsak je povedal samo nekaj besed, veliko več je pa napisanega. To predruženi, gospod. Mene čaka še predavanje, tako da jaz se bom študent pogovarjala, drugič pa tudi na druženju. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, Katarina. Zdaj s Katarino se ne gre žica, to je izjemno dosledna. Želel se jo namočiti v tiskarske napake, pa se je takoj obranila. Katarina je tudi dejansko predstavila dva prispevka, ker je bila tudi avtorica prispevka v tisti drugi angleški izdaji. Obljubili smo tudi razpravo. Ponujam dve opciji. Bodi si nadaljujemo tu, ampak je zelo vroče, pa ne zaradi tokrat ne v metaforičnem smislu, ampak dobesedno vroče, tako da bi vse tiste, ki želite razpravljati, povabil, da se preselimo vendarle dol na kozarček in da razpravo vodimo na bilateralnih ali pa trilateralnih odnosih. Hvala, ker ste prišli. Večina publike bo te knjige brala prostovoljno, če bo to želela, študenti in boste pa seveda morali.
Lepo se imejte in se vidimo spodaj.